Javni promet je zelo praktična alternativa vožnji z avtom, zlasti v času gneč in zastojev, vendar pa ni brez pomanjkljivosti, nikakor ne. Nekateri so celo obupali nad njimi. Če se le občasno vozite z javnim prevozom, se lahko zaplete že pri nakupu vozovnic. Zelo uporabno je imeti takšno kartico integriranega javnega potniškega prometa, ki jo dobite na vsaki postaji za 2 evra, vendar tudi to ne zagotavlja, da bo šlo vse gladko. Kako je to videti v praksi, boste videli sedaj. Petek dopoldan, avtobusna postaja Ljubljana. Snemalcem sva namenjena na obalo, natančneje v Strunjan. Dve do Strunjana, prosim. Ja. A res? Gospod na blagajni je bil zelo prijazen, pojasnil je zadevo, ampak sledil je že drug zaplet. Aha, kje pa je bank? Dobro. Ko sem dvignila gotovino, sem vendarle lahko kupila vozovnici. Šla bom lahko gor samo, če bo prosto. Gospod pravi, da gre po principu, kdor prvi pride, prvi melje. Niso bili prazniki, ni bilo počitnic in niti vreme ni bilo posebej lepo, pa je bila že gneča. Avtobus sedi čez 20 minut, ljudje se že nabirajo v vrsti. Dobila sva sedež in nihče ni ostal zunaj, je pa bil avtobus precej poln. In odpeljali smo se proti obali. Sedeža za točno določen avtobus ne more jamčiti nobeden od prevoznikov, pove tudi direktor poslovnega razvoja prevoznega podjetja Arriva Iztok Štrukelj. Je pa vozovnica veljavna cel dan in velja tudi za naslednji avtobus. Seveda, za potnika ni lepo, če ostane pred avtobusom. Verjetno ni udobno, ampak vendar se moramo zavedati, da imajo tudi naši avtobusi omejeno število kapacitet. Rezervacije sedežev v javnem prometu namreč niso možne. Težave nastanejo na najbolj priljubljenih destinacijah proti obali in proti Bledu in Bohinju. Javni promet namreč doživlja renesanso, predvsem s pocenitvami in uvedbo brezplačnih vozovnic za upokojence. So potniki, ki se znajo včasih vsak dan peljati samo na morje, spiti kavo in pač grejo nazaj. In na to je treba računati. Vozovnice se, če je prostor, lahko kupijo tudi na avtobusu, vendar samo z gotovino. Midva jih imava naložene na kartico IJPP. Po udobni vožnji na minuto točno prispemo v Strunjan. Osrednje prometno vozlišče na slovenski obali je sicer Koper. Odtod avtobusi mestnega prometa vozijo v središče mesta vsakih 10 minut, pove vodja urada za gospodarske javne službe, okolje in promet na mestni občini Koper Ralf Klinar. Mesečna vozovnica v mestnem prometu je 10 evrov, to omogoča neomejeno vožnjo in mislim, da je to zelo ugodna cena. Posamezna vožnja stane 1 evro. Javni in mestni promet je smiselno uporabljati, ker so mesta obremenjena, parkiranje pa drago. Včasih opažamo, da turisti uporabljajo premalo avtobusov, pa želi biti parkiran nekje na najbolj elitnih lokacijah, ob plaži in tako naprej, ker vemo, da ni mogoče. Mi imamo tudi parkirišča Park and Ride, ker so recimo izredno ugodna cena, 2 evra na dan oziroma 10 evrov mesečno. Je pa včasih nekaj zmede med potniki, kateri avtobusi so mestni promet, kateri primestni. Kaj sodi v občino Piran, kaj v Koper, kje se lahko kupi vozovnica, ali je možno plačati s kartico na avtobusu ali ne, pravila so namreč različna. Lokalni avtobus. Ja, na glavno postajo ne gremo. Ne gre. Zaenkrat imajo poseben sistem v občini Piran, tako da na območju občine Piran mestni avtobus lahko plačate brezstično, že v koprski občini pa ne. V obeh je koncesionar prav Arriva. Tehnologija je, če lahko v Piranu, da bi lahko tudi drugje. Tehnologija je. Pa predvsem je pomembno, da so sistemi integrirani. Če se pripeljete v Koper, je tako najbolje, da na kartomatu kupite kartico, na katero naložite nekaj denarja in s to kartico potem lahko plačujete mestne avtobuse povsod na obali. Vzhodno od Ljubljane pa prevladujejo vlaki. Zato sva se snemalcem v nedeljo proti večeru iz Celja v Ljubljano odpravila z vlakom. Eno vozovnico sva kupila na prodajnem mestu. Eno do Ljubljane 18:23. To je bila pa redna cena, brez kartice.
Ker je bil konec tedna, je vozovnica znižana za 75%. Izkusili še na kartomatu. Kartico IAPP kartomat zazna, sledim enostavnim navodilom in brez težav s plačilno kartico kupim še eno vozovnico, prav tako po znižani ceni. Vozite na mostu prestopa, da vse nek zvečer imate naprej gor. Ob nedeljah zvečer so na tej relaciji vlaki praviloma polni, v Zidanem mostu je jasno, da bo tudi tokrat in da ne bo šlo brez zamude. Še kaj Našla sva prostora, sledil je zaplet, morala sva ga doplačati. Z gotovino, €1,5 na osebo. Imam jaz 3, dodala 3, sem dodala za oba dva. Dobro je imeti vedno nekaj drugiža, s kartico. Doplačilo je povsem normalna praksa, pojasni direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan. IAPP karta dejansko je za drugi razred, se pravi, kakorkoli bi kupila ali za tega ali za onega na rangu više, na vlaku višjega ranga bi bilo doplačilo. Na vlaku s kartico ni mogoče plačati, ker ponekod ni signala, poleg tega pa postterminali niso dovolj zmogljivi. Kakršnokoli nadgradnja, da bi to delalo, bom rekla, v onlineu, se pravi, da bi bilo tudi plačevanje, bi upočasnilo delovanje oziroma bi težko omogočili in zato se tudi nismo odločili še v tem trenutku. Samo približno 10 minut zamude. Prav zamude pa marsikoga odvrnejo od uporabe vlakov. Do zamud prihaja in bo še prihajalo, ker na tirih trenutno sočasno poteka 7 velikih projektov obnove in nadgradnje infrastrukture. Od prog železniških postaj do prodorov in nadvozov, pojasnjuje direktor podjetja Slovenske železnice infrastruktura Matjaž Kranjc. Jaz verjamem, da potnik, ki vstopi v Litiji, seveda vseh teh del ni videl, je pa videl vlak, ki je prispel 10-minutno zamudo in je veliko nevolje, vendar žal so ti projekti nujno potrebni. Vse več je tveganja za motnje, napake, tudi zaradi vse večjega števila vlakov. Vreme v zadnjih časih je problem. Imamo plazove, imamo podrto drevje. V zadnjem času pa so velika težava tudi kraje kablov, zaradi česar sodelujo s policijo in ostalimi pristojnimi organi. V lanskem letu smo imeli 62 kraj. Nazadnje smo imeli ta torek krajev kablov, nekje od 18. ure pa do 23. ure so bile velike težave v izvajanju prometa med Brezovico in Preserjem. Vse, kar manj zamud in manj napak, poudarja Kranjc. Izven naselij potekajo dela tudi po noči. Drugače pa je hrup velik problem. To je vse razumljivo, ampak potnike močno jezi odnos, ki so ga ob tem deležni. Da bi lahko bilo obveščanje potnikov boljše, priznava tudi Darja Kocjan. Maja letos so uvedli interaktivni zemljevid na svoji spletni strani, kjer se je bilo pred tem potniku težko znajti. Lahko vidiš, s kako neko zamudo vlak potuje po progi, mogoče že prej, preden ti prideš na postajo. Ves čas je to en tak interaktivni proces, kjer se vedno lahko izboljšamo. Se zelo strinjam z vami. Zahodno divače pa se le še redki vozijo z vlaki. Do Kopra sva z avtobusom snemalcem potrebovala 1:20 minut. Z vlakom za isto pot potrebovala najmanj 2,5 ure. Potniki so zato bistveno bolj vezani na avtobusni promet, s katerim imajo veliko težav tisti, ki so od njega odvisni, kot študentka Ana Marija Bažec. Zgodi se, da zaradi gneče kdo ostane brez prevoza. In ne vem, morajo pač iskati druge alternative, naprimer v ponedeljkih pozno, nedeljo pozno po noči, ali pa ponedeljkih zgodaj zjutraj, ali pa prevozi oziroma, ja, to je to, kar je se dražje, seveda. Mnogi se zato pripeljajo do avtobusne postaje Lucija ali Izola in tukaj vstopijo na avtobus. Poznam pa marsikoga, ki naprimer je z vasi v okolici Kopra, ki bi v bistvu imeli do glavne v Kopru, ne vem, 5 minut z avtom, pridejo tu v Lucijo pa v Izolo, ki jim je pa bistveno dlje. Ko se vračajo domov v petkih, imajo Ljubljani isto težavo. V Ljubljani se včasih zgodi, da pač pride nekdo iz postaje pa pač spusti gor tiste, ki imajo karto za točno določen avtobus, ker pač turisti kupijo karto z sedežem, ne? Torej oni v bistvu kupijo točno določeno vožnjo
Potem pa pač mi, ki imamo v bistvu to mesečno ali pa letno, se pa gremo, mislim, za mesta, ne. Temu ne bi smelo biti tako, pravi Štrukelj. Prednost bi morala biti dejansko vrsta, kdor je prej. Razmer na koprski postaji se zavedajo in zato dodajo avtobuse. Ker smo naredili v bistvu, da gre recimo 4:45 iz Izole za Ljubljano in ob 7 zvečer, ker sta 2 ali 3 celo, odvisno kakšno so pričakovanja, nazaj. Prej ni bilo tako poznih odhodov, ne? Brezplačni prevoz za upokojence, invalide vojne, veterane je močno povečal število potnikov. 75% popust ob koncih tedna in praznikih je tudi pritegnil mnoge nove potnike. S 1. junijem letos je na voljo še nov produkt, vozovnica Slovenija, ki bo za 70 evrov na mesec omogočala neomejeno uporabo avtobusov in vlakov po vsej državi. Prenosljiva mesečna, ki jo lahko uporablja več ljudi, bo stala 90 evrov. Dnevna vozovnica bo stala 15 evrov, 3-dnevna 20, tedenska 35, letna neprenosljiva pa 560 oziroma prenosljiva 720 evrov. Velja za celo državo, tako za avtobus kot za vlak, ne pa tudi za mestni promet, opozarja generalni direktor Direktorata za prometno politiko Darko Trajanov. Potnik lahko kupuje relacijsko vozovnico, ne, do cene 70 evrov na mesec. Ne. Ko presežemo na relaciji ceno 70 evrov, se mu avtomatično spremeni v vozovnico Slovenije in pokriva celo državo. Podoben sistem imajo sicer tudi v Nemčiji, kjer so lani sprva uvedli mesečno vozovnico za celo državo le za 9 evrov. To pa je povzročilo takšen naval potnikov, da je železniški promet večkrat kolapsiral. Zato so ceno dvignili na 49 evrov. In ko smo pri pregovorno točnih nemških vlakih, lani je imelo kar 35% vseh nemških vlakov zamudo. Kar je bistveno narediti na javnem potniškem prometu, je izboljšati njegovo kakovost. Ne? Kakovost v smislu hitrosti, v smislu frekventnosti, v smislu praktičnosti uporabe, se pravi tudi, da bomo lahko plačali na različne načine in v smislu boljše integracije različnih prometnih sistemov med sabo. Število potnikov na vlakih močno narašča. Po upadu med pandemijo se zdaj z vlaki vozi veliko več ljudi kot pred covidom. 13,9 milijonov smo imeli potnikov v 2019, v 2022 pa 14,9 milijonov. Ko so na ministrstvu pripravljali zakonodajo za izboljšanje upravljanja javnega prometa, so si ogledali tudi, kako deluje javni promet na Nizozemskem, v Avstriji, Italiji, Nemčiji, pa tudi upravljanje prometa v Londonu, ki sva ga snemalcem nedavno tudi sama veliko uporabljala. Elizabeth Line je najnovejša linija v londonskem javnem prometu, ki sta jo nedavno obiskala in se po njej popeljala tudi princ William in princesa Catherine. Londonska podzemna železnica je najstarejša na svetu, pa tudi zelo enostavna za uporabo. Londonskega javnega prometa seveda ne moremo primerjati s ljubljanskim, na splošno slovenskim, pravzaprav se ga ne da primerjati niti ne s preostalo Britanijo. Po zadnji analizi Greenpeacea je celo eno mesto za Slovenijo, ki je 14 med 30 evropskimi državami po učinkovitosti javnega prometa. Londonski promet vrhunsko deluje, dokler deluje. Ko pride do kakršnih koli zapletov, pa imajo milijoni in milijoni ljudi ogromno težav. Kljub temu je vožnja z avtom po Londonu nesmiselna, pravi tudi naš dolgoletni dopisnik Brane Kastelic. Povsem nesmiselno. Izguba časa in denarja. Ker če se pelješ z avtom v London, moraš tudi nekje parkirati. Parkirnina pa je tako nesramno draga, da lahko plačaš tudi 50 funtov za eno celodnevno parkiranje. Da so ljudi odvrnili od avtomobilov, so uvedli tudi takso za vsakogar, ki se v mesto pripelje z avtom, 17 evrov na dan. Davek na gostoto prometa. Ja. In zdaj so uvedli še nekaj novega, to je pa za vse avtomobile, ki imajo so starejši od 20 let. Javni prevoz se tako bolj splača uporabljati ne le časovno, ampak tudi finančno. Čeprav imajo mestni avtobusi ponekod svoje pasove, je lahko vožnja v zgornjem nadstropju kar vratolomna, dokler se ne navadiš. Kako pa ti voziš?
In zamude tudi z javnimi avtobusi niso nič nenavadnega. Za vsak slučaj je bolje tudi na postaji pomahati, da se zagotovo ustavi. Kljub vsemu pa 9-milijonski London brez učinkovitega javnega prometa ne bi mogel funkcionirati. Ko potujemo po Sloveniji, je ključno, da se pripravimo, tako kot ponavadi storimo, če gremo v tujino. Veliko število potnikov potuje na obalo. In če bojo vsi želeli priti na zadnji avtobus in se zadnjim avtobusom peljati nazaj, obstaja velika verjetnost, vsi potniki ne bodo prišli na zadnji avtobus. Tudi če mi zagotovimo 2 ali 3 dodatna vozila. Če se vozimo z vlakom, je treba računati na zamude zaradi del. Še kar nekaj časa bodo. Za vse informacije pa se je najbolje obrniti na spletno stran. Preveriti interaktivni zemljevid, v izogib zapletom in doplačilom z vozovnicami pa... Vsekakor pa zdajle mogoče res najbolj priporočljivo je uporaba kartomatov, ker ti pa so zdaj že na večini postaj. Julija lani je vlada ustanovila družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki mora zaživeti do letošnjega novembra. Tam bo organiziran tudi poseben pritožbeni organ oziroma obravnava pritožb potnikov. Ena od nalog družbe bo urediti boljši sistem informiranja potnikov. Je veliko tega, da uporabniki grejo od enega do drugega prevoznika in grejo na njihove spletne strani in tam iščejo, kakšne so možnosti za potovanje, kakšne so možnosti za plačilo, kako plačam, kako kupam. Zdaj pa to želimo združiti potem na enem mestu in imeti celovito sliko za ves javni potniški promet v državi. Ne? Miselnost ljudi glede uporabe avtomobilov se spreminja, ampak potrebni bodo še veliki premiki glede celotnega načrtovanja prometa, ne le infrastrukture, da se bomo bolj množično odločali za javni promet. Kaže, da bo treba javni potniški promet v 2030 podvojiti. To je velik zalogaj. Po 30 letih razvoja cestne infrastrukture ugotavljamo, da smo še vedno v problemu. In ta problem je vedno večji. Mi nismo rešili zastojev, ampak smo jih poglobili. Stvari se premikajo, vendar še vedno prepočasi. Potniki bomo očitno morali potrpeti še nekaj let, preden se bomo lahko udobno ter časovno in finančno učinkovito premikali po celi državi.